Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o tihih vnetjih na celični bazi, o siliciju in o homocisteinu. Še meni se skoraj jezik zlom. V glavnem, kaj je snov homocistein in dejansko je to zelo pomembna zadeva, da razumete. Vam raj povem zgodbo. Enkrat me je poklical en gospod in mi je razlagal, kako je skrbel za bolno ženo, kako, če bi on imel več znanja, bi lahko tej bolni ženi pomagal, kako je ona zbolela, umrla za rakom in v bistvu, ko je začel to, ko je prišel do tukaj, da je pred kratkim umrla, je začel jokati in je dal dol slušalko. In spomnim se, da sem jaz šla, ne vem, k mojim dekletam in sem rekla, en dedek me je klical in toliko sem ganjena, jokal je telefon in bilo tisto, In naslednji dan me pokliče. Reče, veste, se vam moram opravičiti, sem pač začel jokati. Sem rekla, ja, glejte, moje sožalje, nekaj ne druga rečem, ampak ne kličem vas zaradi tega. Kličem vas zato, ker se mi po noč sanjalo, da morate pisati v ta novi knjigi o snovi homocistein. No, in to je v tejle knjigi, to je ta nova knjiga. In je rekel, saj veste, kaj je to. Seveda sem že slišala za homocistein, ampak zdaj vam pa razložim, da boste tudi vi vedeli, zakaj je ta ampak tako pomemben in zakaj je pomembno, da tudi razumemo, kako delujejo snovi v telesu. Povedala bom čisto po domače, kako jaz razumem tiha vnetja na celični bazi. Si predstavljate, da greste v gozd in naberete vlažne veje. No in potem s temi vlažnimi vejami, recimo sploh po zimi, ko so prepojene z vodo, z vlago, poskušate zakuriti ogenj. In tudi če vam uspe, da nekaj zagori, v najslabšem oziroma v najboljšem primeru bo ogromno dima, toplote pa nobene. No, in ta dim na celični bazi se imenuje homocistein. No in ta snov v bistvu kaže na to, da je v telesu prisotno tiho vnetje. Tudi če greste na neke teste, ne bo pokazalo, da imate vnetne procese v telesu, na krvi nič ne pokaže, ampak na celični bazi je pa vnetje. No in zdaj, kako vi veste, da imate vnetje? Bolečine, ki se selijo iz enega dela telesa na druga, to ni črna magija, ne se bati, ampak to je vnetje na celični bazi. Enkrat vas boli rama, drugič koleno, naslednjič glava, potem ne morete spati, potem vas zašteka vam hrbet, potem se počutite brez energije, potem se zjutraj zbujete, kot da vas je po noči povozil tovornjak. To je vse homocistein. No, zdaj pa kako bomo to počistili, da se bo zmanjšalo vnetje, da bomo pogasili to vnetje na celični bazi. Prva zadeva, moramo razumeti, kaj dela homocistein. Homocistein v telesu povzroča avtoimuna obolenja. In so raziskave pokazale, da praktično za vsemi avtoimunimi obolenji je zadaj povečana stopnja tega vnetnega dejavnika. In to so ne vem kakšni testi, nisem zdravnica, nimam pojma, ampak v glavnem iz virov ven sem pač pobrala, sem prišla do tega. In zdaj pa pojdimo na avtoimuna obolenja. Avtoimuna obolenja, berem iz knjige, Ko ima življenje žur, sem spadajo vnetje želodčne sluznice, revmatoidni artritis, kronični gastritis, Crohnova bolezen, luskavica, celiakija, avtoimuna obolenja ledvic, rak, Alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza, demenca, sistemski lupus, herpes, Hashimoto, se pravi težave z ščitnico, potem vsa vnetja sklepov in tako naprej. V glavnem, zdaj, če lahko pogledamo, to so vsa obolenja, ki si jih ne moreš nalesti. In če je zadaj tiho vnetje na celični bazi in je zadaj tiho vnetje na celični bazi, se pravi, mi moramo razumeti, kaj pa pogasi ta vnetja. In prva snov, ki najbolj gasi, je omega 3. Dobro, to verjetno že veste. 1 gram omega 3 je potreben za to, da pogasite tiho vnetje na celični bazi. Mogoče ideja, kaj je pametno prebrati, da literatura
Požgani možgani, izredna knjiga in tukaj nota razlaga David Perlmutter, nekaj takega, razlaga o tem, kako je pomembno, da imate zadostno količino omega 3. Naslednja zadeva, ki je pomembna, da se izogibate oziroma da ukinete gluten iz svoje prehrane. Tukaj o glutenu sem pisala spet v tej knjigi, Ko ima življenje žur. In naslednja stvar, kar je pomembno, da imate zadostno količino probiotičnih bakterij. Probiotične bakterije pa dobite seveda s fermentiranimi mlečnimi izdelki, se pravi je tukaj jogurt, kislo mleko, kefir, lahko pijete zelnico in če nič od tega ne uporabljate, je pametno vzeti prehransko dopolnilo probiotikov s ciljno dostavo do črevesja. No, in še ena sestavina je pa tukaj pomembna, da se zmanjšajo vnetja na celični bazi in to je pa silicij. V siliciju se praktično ne govori. Govorimo o kalciju, magneziju, govorimo o vseh ostalih mineralih, ampak silicij je pa ključ do tega, da vse ostalo deluje. No in silicij, kje ga dobite s hrano? Največ ga je v temnih listih oziroma trdih listih, trdi zelenobi, največ ga je v zemlji in silicij ga rastlina, dalj kot raste, več ga vsrka. In največ silicija dobite v gomolnicah, recimo kot je koleraba, kot je rdeča pesa, tudi krompir, ker pomislite, kako je bil včasih krompir. Usadili smo ga pomladi, pobirali smo ga jeseni, ne tako kot zdaj, ki je 2 meseca v zemlji in na hitro zraste. Največ silicija je v bistvu v zelju, ogromno silicija je v ohrovtu, ogromno silicija je v zeleni in v peteršilju. Silicij se nahaja tudi v čebuli, v česnu, silicij se nahaja v stročnicah, tako da lahko ga dobite s hrano. Zdaj pa, kje pa nastane problem? In to je pa zadnjih 30-40 let velik problem in to je pa zakisana zemlja. Silicija je sicer dovolj v zemlji, ampak zaradi kisle zemlje, zaradi onesnaženja, ne morejo več rastline posrkati to iz zemlje, kar bi bilo potrebno za nas kot zdravilo. In tukaj zdaj nastaja velik problem, ker smo podhranjeni. In tisti, ki imate neprestano vnetja v vašem telesu, pa vam zašteka vrat, pa imate vnete dlesni, sploh vnete dlesni, glejte, druga vam ne morem priporočati kot to, da greste in kupite silicijev gel, to se dobi v flaški, silicijev gel, pač v lekarni to kupite in ni treba reči za želodec, v glavnem dobi se pol-litrska flaška, lahko to poiščete mogoče na internetu in to pijete po par žlic na dan. Zdaj pa še ena dobra stvar silicija, deluje proti celulitu, ker silicij deluje pa direktno na vezna tkiva in deluje na to, da vezna tkiva se obnovijo. Se pravi, od sklepov do celulita, do kože, do dlesni. In tisti, ki imate težave z dlesnimi, ta silicijev gel enostavno požvrkljate, ampak ga ne pljunete ven, ampak popijete. V bistvu ga uporabljate namesto ustne vode. Še en nasvet za silicij. Zakaj sem toliko navdušena nad silicijem? Jaz ga uporabljam, namreč ves čas, ampak občasno že 12-15 let. In začela sem ga uporabljati, ker sem po moji 15 let nazaj imela hudo kandidiazo. In imela sem vnetje nožnice, imela sem težave s prebavo in takrat mi je prišla pod roke neka skripta o siliciju. Sem rekla, wow, to je to! In dejansko sem svetovala tudi že več prijateljic, ko so imele težave s kandido, pa ženska vnetja, da si silicijev gel dajo enostavno na tampon in v nožnico, ker enostavno to je naravna zadeva proti vnetjem. To je boljše kot vsako mazilo proti vnetjem, ker ne tanjša sluznice, ampak jo obnavlja. Obnavlja sluznico, nožnice obnavlja sluznico v ustih, obnavlja sluznico želodca, tisti, ki imate rano na želodcu, silicijev gel je zakon. In obnavlja sluznico črevesja, vpliva na to, da pač normalno gre prebava. Zdaj, če pogledamo spet v hrani, kje še silicij,
Silicija ogromno dobite tudi v zrnih, se pravi v lanenem zrnu, semena, čija semena. Vse ta semena vsebujejo silicij. In sploh zato je tako pomembno, da ta semena zmeljemo, preden jih zaužijemo, ker pač nismo kokoši, nismo kure, kokoši imajo mlinček, da zmeljajo ta semena, mi pa moramo pač to v mlinčku zmleti, preden zaužijemo. No in prav silicij pomaga proti vnetjem na celični bazi. Zdaj pa ta zadnja zadeva, to je pa zdaj poletje idealno, vitamin D3. Vitamin D3, glejte, kdor ima pomanjkanje D3 vitamina, dejansko se v telesu povzročijo tiha vnetja. Te bolijo sklepi, ne moreš shujšati. D3 je v bistvu hormon in ta D3 vitamin, ki ni vitamin, deluje na dobro delovanje nadledvične žleze, na zmanjšanje oziroma na lažje odzivanje, prilagajanje stresu. Naslednja zadeva, viša imunski sistem, deluje na boljše delovanje možganov, deluje proti vnetjem kjerkoli v telesu in dejansko D3 vitamin deluje na pomlajevanje telesa. Tako da, če veste, da ne greste na sonce, zato je pomembno, dajte ga mogoče vzeti kot prehransko dopolnilo, ker telo vam bo res hvaležno. In prva stvar, kar bo v vaše telo se naredilo, pri D3 vitaminu pa pri siliciju, je shujšali boste, dobro se boste počutili v svoji koži, preoblikovali se boste in imeli boste ogromno energije. Tako da silicij, D3 vitamin, omega 3, to troje uniči oziroma zmanjša vnetje na celični bazi, zmanjša se homocistein, posledično odpadejo vse težave z zdravjem. Zdaj pa, če še podzavestno te prepričanja, pa vzorce, kar moti imunski sistem, počiste, pa ste pa zmagali. Tako da ni tako dolga pot do zdravja, kot to, da je nekje treba začeti in razumeti, kako vse skupaj deluje. Tako da imejte se radi, delajte v tej smeri, boste videli telo in vaše zdravje in odnosi, vse se pozna potem.